Dvoživke se pojavijo na cestah, najprej mogoče, da to povem, zato ker se selijo iz zimskih prebivališč v mokrišča, kjer mrestijo. Ceste pa velikokrat te njihove selitvene poti prečkajo in na kakšnih takih odsekih lahko prihaja do pravcatih množičnih povozov oziroma pomorov dvoživk in te odseke imenujemo črne točke. Problematika dvoživk in cest je v Sloveniji znana že dalj časa. V društvu pa se z njo ukvarjajo zadnjih nekaj let. Predvsem zadnja 3 leta, ko smo pred 3 leti začeli z tako akcijo v Ljubljani, smo se pa letos odločili, da bi podobno akcijo izvedli tudi tukaj v Mariboru, kjer naši kolegi v Mariboru izvajajo akcijo prenašanja oziroma postavljanja ograj in prenašanja dvoživk čez cesto na cesti za 3 ribniki. To je v bistvu nekakšen začasen naravovarstveni ukrep, zdaj trajnejši naravovarstveni ukrepi so pa postavitve stalnih ograj za podhodi. Zakaj prav dvoživke? Dvoživke veljajo za eno bolj ogroženih vretenčarskih skupin pri nas in v Evropi. In nekako najbolj jih ogroža izguba habitata in drobljenje njihovih habitatov. Večinoma so to krastače, deloma tudi rjave žabe. In kakšen je odziv na akcijo v Mariboru? Akcija je trenutno še zelo malo poznana med občani, je pa vsakim dnem bolj poznana. Ljudje se pogosto sprehajajo, sprašujejo, zakaj je postavljena mreža. In za vsakim dnem je obiskovalcev več. Kdaj pa se lahko prostovoljci pridružijo akciji? Akcija poteka ob večerih, po 8 uri štartamo. To pa zaradi tega, ker se dvoživke premikajo po noči, imajo na vlago zelo občutljivo kožo ali pa ob deževnih dneh. Dobro je, če imajo prostovoljci s seboj te odbojne jopiče, zaradi tega, ker je cesta dokaj prometna in pa seveda tudi reflektor zaradi iskanja dvoživk. Morda pa bomo zaradi požrtvovalnega dela nekaterih na naših cestah v prihodnje videli manj takšnih prizorov.